Živijo, živijo in dobro jutro. Moje ime je Peter, lep pozdrav na kanalu V naravo. Danes sva spet v akciji z Iztokom. Sva v koncu, se pravi na koncu Kamniške Bistrice, malo nižje od izhodišča za Grintovc. Ne vem, kaj že tlele pri tem velikem balvanu. In sva namenjena eno super krožno turo, ki sicer noben od naju še ni prehodil, ampak veva, da je super. Greva pa, plan je po tej lovski potki gor, pa potem na Kalški greben, ampak taka krožna tura, ne direktna, pol Kalška gora, pa Kokrško sedlo in nazaj dol v konec. Upamo, da ne bo gor megle, pa da nevihta prihtiva. To je to. Gremo! Zelo nam je všeč, ker kaže, da se oblaki odmikajo in se pa počasi bližava lovski koči. Ko pridemo pa do ene grape, takele pa skal, je tukaj pol malo skozi tele skale se malo pot razdeli na oglana, ampak po desni strani moramo gor iti. Strmina pa ne popušča, kar lepo skozi drži visok srčni utrip. Pa pravijo, da gobe rastejo po dežju, ne. Dežja pa že 14 dni ni bilo. Prihajajo do lovske koče tamle gor, zdaj pa tudi videla, kakšna je realnost na Kalškem grebenu. Planjava je še zmeraj v oblakih, realnost je pa takale nasmejana. Čeprav Kalški greben, kakor vem, je tlele zadaj, je to smo zdaj gledali koren, vrh korena. Ampak izgleda, da bo lepo. Drugače semle do tele koče pot je zelo lepo hojena, naprej bo pa malo slabše, vsaj kakor se spomnim, čeprav tlele še zmeraj kar lepo izgleda, no. Zdaj sva se preselila pa iz bukovega gozda v Macesne, med Macesne, pa poravnali se malo, pa tudi shladili. Vmes se pa človek kar razveseli, da gre pot tudi malo navzdol. Zdaj, ko sva ogledala pa Kalški greben, pa niso več toliko nasmejana. Ja, takle imamo, tukaj dole je Kamniška Bistrica, tole je Kompotela, vrh korena, pa se začne pa Kalški greben, pa Kalška gora, ki sta pa v megli. Tukaj se pa zdaj pokrajina čisto spremenila, ne. In se bo še zmenila, drugače je bil plan nekje, da se do tule dol preč, pa pol gor po grebenu na Kalški greben, pa Kalška gora. Zdaj pa mora kakšno reči, mogoče bo šla tudi samo na Kalško goro, ker ne vidim smisla, da bi toliko cajta po megli hodila. Tukaj se začne pol malo iskanje, ampak ni hudega. Tukaj zdaj občudujeva epohen gamsov. Ulega. Ta je pa prav majhen. Frajerček si upa blizu priti. Ga malo približal. No, v glavnem, hotela sva res, zdaj sva na razpotju. Tukaj sva v bistvu do skal prišla. In tukaj, če bi šla levo, tudi tamle na melišču se vidi, pod skalo se na melišču vidi pot, bi zdaj prečila čisto do tjale dol.
Ampak glede na to, da je cel Kalaški greben v megli, sva rekla, bo to zdaj drugič pustila. Gre tukaj desno, pa proti Kalaški gori in potem se spustiva na Zoisovo kočo in nazaj dol. Tak mir je tlele, sva se lepo ustavila, nekaj pojedla, opazujeva gamse in uživava. Čista tišina. Izgleda, da je pa tudi tale pot tlele, tole prečenje, ki so ga mislili delati, da je markirano. Tukaj pa zdaj kar grizeva kolena. Gre pa kele bolj vsek noter. Ja. Tisto kočne Grintovc je tisto. Tiste Grintovc, ja. Ja. Aha, ja, pa smo bili s tlemi. Ja, tle so Pa videli. smo še na Grintovc. Ja. Tukaj so zdaj na razpotju, dol bo šla pa tle za Kokrško sedlo, skočil pa še kele naprej na Kalaško goro. Tole pa pogled proti Jezerskem. Pa tam dol Gorenjska ravnina. Pa gorski hlad. Pa lepo pihlja. Tole pa Kalaški greben še zmeraj v megli. Gremo. Se glih pogovarjala, da tlele v Kamniških, da je pa ful manj planika, ne. Ampak vsem pa so. Pa lep razgled ima. Evo, še kočne so se odprle. Evo, pa koča dol. Dobrodošli na Kalaški gori. Gremo kar takoj malo razgleda. Tamle je Storžič. Pa edino kočno se lepo vidi. Grintovci v oblakih. Zoisovo kočo dol se ful lepo vidi. Pa potem tamle zadaj je bivak pod Grintovcem, ampak se ga ne vidi. Pol je Dolgi hrbet, pa takole gor mora iti ne Bran, ampak Skuta. Pol so Rinke, pa Turska gora, tole vmes so, ne vem, kaj so že, Kotliči, meni se zdi. Pol je Brana, Planjava, tamle dol je Leskoška planota, pol je takole je Velika planina, spodaj je Kamniška Bistrica, ne. Tole smo že dali skozi, tamle dol je Krvavec, pa Kalaški greben. To je pa to, cel krog okoli. Ustavno ima še selfie z vrha. Zdaj greva pa, kako si rekel, da ima ime? Do Tomaža Do Tomaža na Zoisovo kočo. na čaj. Kalaški greben se je celo malo spucal. Tako da bo en lep posnetek. Zdaj pa sva spet na razpotju in tukaj lepo piše Zoisova koča. In greva tukaj dol, ne. Tukaj je res, kva so razgledi dobri. Zdaj se je pa Grintovc malo spucal, pa se je kočna malo zaprla. Koliko se to spreminja. Tle imamo pa do zdaj najtežji del, malo je klinov.
Še tako odkočamo ene par klinov. Tole je pa pol najina pot dol. Tole je pa Zoisova koča na Kokrškem sedlu. Pa najvišje dva vrhova v Kamniško-Savinjskih Alpah. No, tle je pa kar živahen. Pa počasi štarta v dolino. Kar hitro napredujeva proti dnu. Pa sva priborbala do spodnje postaje Žičnice, mi idemo avto je na 100 metrov nižji. Pa zdaj gre še do Kamniške Bistrice, itek se noter vršt, pa tam zaključek naredimo. Še je šlo nekaj ljudi za nama gor. Baje je mrzla. Sigurno je mrzla. Toliko je mrzla, če razumete. S tole kuliso zaključek narediti. Preden zaključek začne delati, zdajle en tlele zmerov, manj kot 6 stopinj ima, tako da so se kar fino odskladila. Daj povej, kakšna ti je bila tura? Lej, s tabo je tako, kot je s spremljevanjem vozilom. Predvidevaš vreme, splaniraš turo, če po potrebi prilagodiš. Če treba bolj hitro, nimaš težav, če treba bolj počasi, tudi se prilagodiš, tako da je vrhunsko vreme, smo si splanirali spet, ne? Spet je bilo super. Je bilo fajn, ja. Drugače pa tura je tehnično, bi rekel, je delno zahtevna do zahtevna, ni zelo zahtevna, vnekline tam, to je pa to, no, malo treba biti pazljiv. Orientacijsko mogoče tisti del gor od Koča naprej, ne? Ja, tam. Drugače pa, tako kot ste videli, hrib gor, za gor kar ne popusti, moraš kar malo se našvicati, ampak si pa pol gor nagrajen. Res, če bi bilo pa vse odprt, da bi se še Grintovc lepo videl, pa Kočne, pa vse skup, pa res hudo. Tudi meni je ful lepo, ker prav vidiš, kako vedno manj zelene barve je gor proti vrhu Grintovca. Najprej še drevesa, pol rušje, pol so trave, pa samo še skala. Res hudo. Verjetno najlepši del ta Kamniško-Savinjskih Alp, kar se mene tiče, tako za videti, pa za gledati. Sem lepo ful. Ja, res lepo. To je to, ne? Ja. Super, še en video pri koncu. Imejte lep dan še naprej, pa se kmalu vidimo. Čau!